Najlepša hvala, dragi kolegice in kolegi, spoštovani prijatelji. Hvala za zaupanje in hvala moji družini za razumevanje. Danes je na tem kongresu pred nami resno delo in resno delo je pred Slovensko demokratsko stranko kot vedno. Tudi in še posebej v naslednjih tednih in mesecih pred parlamentarnimi volitvami. Pa poglejmo, kje trenutno smo. Slovenija je v prvem tromesečju letošnjega leta kljub visoki zaposlenosti zabeležila največji padec bruto domačega proizvoda oziroma gospodarske rasti tako v Evropski uniji kot v evroobmočju. Pravijo, da je bil ta padec zaradi stanja v naših trgovinskih partnericah, ampak padec v Sloveniji je bil trikrat večji kot v Nemčiji, ki je naša najpomembnejša zunanja trgovinska partnerica. In zabeležili smo ta največji padec, kljub temu, da imamo na voljo rekordno visoka sredstva za investicije, ki smo si jih izpogajali pred 5 leti v okviru Evropske unije. Smo pa, seveda, kot zdaj neizprosno kažejo vse statistike, neizprosno med zadnjimi v Evropski uniji pri njihovem črpanju oziroma pri investiranju. In neopazno je še v slovenski javnosti mimo tudi podatek izpred 3 dni, da se je davčna obremenitev stroškov dela v Sloveniji v primerjavi z letom prej zvišala za 1,8 odstotne točke, se pravi skoraj za 2 odstotka. Prihaja sredi poletja še nov davek za storitve dolgotrajne oskrbe, ki pa sploh še niso na voljo, kar pomeni, da se bo ta obremenitev praktično podvojila. Zaradi vsega tega bodo naše plače in pokojnine bistveno manjše, kot zmoremo, računi v trgovinah in na položnicah pa višji, kot bi morali biti. In nazadnje ponovno napovedujejo celo novo obdavčitev vseh, ki ste garali in se odpovedali marsičemu, da ste lahko vlagali v nakup ali izgradnjo lastnih stanovanj ali hiš. Pa napoveduje se povišanje RTV davka in še veliko tega bi lahko naštevali, kar ali pa s čimer nas pelje v napačno smer, vendar danes ni dan za to, da probleme zgolj naštevamo. Danes je dan za analizo vzrokov, zakaj smo, kjer smo, in seveda danes je dan, da Slovenska demokratska stranka ponudi nekatere rešitve. Zbrali smo se na kongresu Slovenske demokratske stranke, edine stranke v tej državi, ki ima na voljo dovolj znanja, izkušenj, pa tudi kadrovskega potenciala, da lahko Slovenijo popelje na novo pot. Ampak, spoštovani, iz te naše moči izhaja tudi odgovornost, pred katero Slovenska demokratska stranka sicer nikoli ni bežala. Torej, zakaj smo, kjer smo, zakaj smo lahko v tako kratkem času spet zdrseli na dno primerjalnih lestvic. Naštel sem samo 3 od kakšnih 15, ki povzročajo skrb nad stanjem, v katerem smo. Predvsem pa, glede na to, da smo zbrani na kongresu, kjer so sistemski vzroki za to stanje. Naštejmo nekatere najpomembnejše. Mogoče kdo rekel, da gremo preveč v globino, ampak tja je potrebno iti, ker nekateri ti vzroki so namreč zelo globoko. Pa začnimo. Prvič, Slovenci smo jugoslovansko, komunistično, centralistično diktaturo v času demokratizacije in osamosvojitve uspešno formalno odpravili, vendar so tisti, ki so jo v Sloveniji izvajali, tukaj ostali. Tukaj so ostali in glede na to, da se zadnje čase veliko govori o 80. obletnici od konca druge svetovne vojne ali pa o 80. obletnici
ko naj bi se po štetju nekaterih vse začelo, prej pa ni bilo nič, a ne. Pa poglejmo teh 80 let. Skratka, vidimo, da v teh 80 letih so neke politične sile, ki so Slovenijo v tem času ali popolnoma z diktaturo ali pa preko mehanizmov delno demokratičnih obvladovale. 70 let vse ostale politične sile, demokratične politične sile pa so imele vsaj delno škarje in platno v rokah od teh 80 let samo 10 let, manj kot 10 let. Če seštejemo vlado Demosa, pol leto Bajukove vlade in 3 vlade, ki smo jih mi vodili, od tega samo eno v polnem mandatu. Dejstvo je, da so samostojno Slovenijo, ki ni bila intimna opcija teh, ki so pač vladali z diktaturo, potem, ko je proti njihovi volji nastala, postopoma ukradli. Od tukaj izhaja tudi naslov naše nosilne resolucije, da je treba ukradeno državo vrniti nazaj. Pa poglejmo tudi teh manj kot 10 let, v katerih ta tranzicijska ali pa prej komunistična levica ni bila popolnoma na oblasti. Kaj so v tem času dosegle demokratične sile? Najprej demokratične pomladne sile, združene v Demos pod vodstvom dr. Jožeta Pučnika. Te sile so povedle slovenski narod v demokratizacijo in osamosvojitev, oblikovale kljub temu, da sami nismo imeli dvotretjinske večine, novo ustavo. Nato pa v času vlad pod vodstvom Slovenske demokratske stranke ustvarile pogoje za prevzem evra, 2-krat v zelo zahtevnih časih vodile Svet Evropske unije, reševale državo v času gospodarske krize in pandemije. Zdaj, medtem ko se je tranzicijska levica spotikala ob svojo totalitarno zgodovino, smo mi demokratično in osamosvojitveno zgodovino Slovenije ustvarjali. Medtem ko smo imeli v času, tam v 90 letih, pa še 2 leti čez, takrat so imeli v času vodenja levih, pa tudi mešanih vlad, strani dr. Janeza Drnovška, to je treba priznati, tudi vrsto racionalnih in uspešnih politik strani teh vlad, predvsem na področju gospodarstva in zunanje politike, ampak po odhodu dr. Drnovška se je levica v Sloveniji obrnila samo še nazaj v preteklost. Zdaj, tako zadnjih 20 let ta leva politična opcija ni ponudila praktično nobenih odgovorov na realne probleme ljudi. Zato pa je toliko bolj s pomočjo medijskih monopolov predvsem preusmerila pozornost drugam z demoniziranjem in izključevanjem tistih, ki smo te odgovore imeli. Zdaj, namesto na sodelovanju je tranzicijska levica delovala na izključevanju, na sejanju sovraštva, ki se je na koncu celo osredotočilo v grožnjo s smrtjo. Medtem ko smo mi v tem času ponujali sodelovanje, nikoli nikogar izključevali, koalicijo smo, kadar smo oblikovali vlado, vedno vključili vsaj eno levo stranko, je trda levica v tem času po slovenskih ulicah in trgih kričala smrt janšizmu. In to grožnjo smrtjo politični konkurenci je državno tožilstvo v času nasilnih protestov uradno z odločbo tožilstvo opredelilo kot dovoljeno. Zdaj, Slovenija se je s to odločbo tožilstva simbolično že pred leti vrnila v leto 1945 in ni slučajno, da se je v zadnjih tednih ravno to leto 1945, v katerem je bilo pobitih in pregnanih daleč največ Slovencev v naši zgodovini, strani leve politične opcije slavilo praktično z vsakim vogalom. In zato so takoj po prevzemu zadnje vlade seveda ukinili tudi Muzej slovenske osamosvojitve. V Sloveniji je, mislim, da registriranih 78 muzejev,
razno raznih, za vse imamo muzej, ne sme pa obstajati muzej slovenske osamosvojitve, se pravi spomin na nekaj, kar zaradi česar imamo Slovenci svojo državo. S tem je aktualna oblast globoko ponižala osamosvojitveno generacijo Slovencev, 100 tisoče njih ali pa skoraj 2 milijona glede na rezultat glasovanja na plebiscitu, in tega se seveda ne sme pozabiti. In seveda, o čemer danes pravzaprav že vrabci čivkajo v tem času, in mislim, da skoraj ni nikogar več, ki tega ne bi razumel, v tem času je leva politika pozornost od ponavljajoče se lastne nesposobnosti, kar ni naša politična ocena, ampak to dokazuje vse možne številke, katerokoli statistiko gledate za nazaj za 20 let. Skratka, pozornost od te lastne nesposobnosti je tranzicijska levica prikrivala s produkcijo tako imenovanih novih obrazov. Ampak, ko pogledamo za nazaj rezultate in statistiko, vsak nov obraz je bil za blaginjo Slovenije nov poraz. Nov poraz, ki nas je potisnil nazaj. In ko se primerjamo, vidimo, da so nas v času vladavine teh novih obrazov prehitele celo nekatere države članice Evropske unije, ki so nas še leta 2008, spoštovani, gledale globoko v hrbet, globoko v hrbet. Zdaj, en tak prikaz globine moralnega in kulturnega razkroja levice smo lahko spremljali ob zadnjem referendumu o privilegijih za peščico prvorazrednih. Zdaj, Albert Einstein, ki je sicer znan po drugih stvareh, je o kulturi dejal tudi naslednje. Zdaj, kadar kultura izgubi svojo dušo, je le vprašanje časa, kdaj propade, preden propade. Zdaj, z referendumom pred nekaj tedni smo se Slovenci uprli temu razkroju. Hvala vam za levi delež naporov, za to, da ste se borili do zadnjega oddanega in preštetega glasu. Hvala vam, da ste odpirali oči, za to, da smo dosegli zmago na tem zelo pomembnem referendumu. To je bil referendum, ki je reševal slovensko kulturo. Zdaj, končno, ko govorimo o vzrokih za sedanje stanje, zdaj, 3 desetletja in pol boja za demokratično Slovenijo so nas naučila, da je slovenska tranzicijska levica, v bistvu na kratko rečeno, neka kombinacija nesposobnosti in nenasitnosti, ki se sama nikoli ne konča oziroma zaustavi. In zato jo je treba zaustaviti. In ta priložnost nezadržno prihaja in naslednje volitve bodo v vsakem primeru pač prej kot v enem letu. Verjetno bistveno prej, kajti aktualna oblast se trenutno ukvarja predvsem s tem, kako lastnim lažem podaljšati noge. To je glavna aktivnost, ki jo spremljamo. Spoštovani, na skoraj 200 predkongresnih konferencah smo razpravljali o nosilni resoluciji kongresa, ki nas zavezuje, da ukradeno državo Slovencem priborimo nazaj. Zdaj, ko smo spremljali nekatere od teh razprav, smo naleteli tudi na vprašanja, ki so se na teh razpravah med vami pojavljala. In sicer pač lažje rečeno kot storjeno, kako bomo to naredili, kako bomo to dosegli. Kako bomo to dosegli, obstaja ena sama pot. In tej poti se reče koalicija z volivci. Koalicija z volivci. In Slovenska demokratska stranka bo do naslednjih volitev gradila samo to koalicijo. Koalicijo z volivci.
o političnih povezavah z drugimi strankami se bomo pogovarjali po zmagi na volitvah, kajti dejansko Slovenija potrebuje ustavno večino razuma. In kot vedno, mi vnaprej nikogar ne izključujemo, postavljamo pa zelo jasno bodočim koalicijskim partnerjem dva temeljna pogoja. Prvi je dosledno spoštovanje slovenske ustave in drugič spoštovanje zavez iz resolucije Evropskega parlamenta o obsodbi vseh totalitarnih režimov. To sta dva. Kdor ni sposoben pristati na ta dva minimuma demokracije, slovenske in evropske, ta sam sebe postavlja izven ustavnega in evropskega demokratičnega loka in s takimi se najbrž res nima smisla pogajati. Tej slovenski javnosti in volivcem pa hkrati vnaprej sporočamo, da Slovenska demokratska stranka nikoli več ne bo oblikovala koalicij in vlad brez jasne in trdne programske večine oziroma brez možnosti za oblikovanje in uresničevanje ključnih razvojnih politik. Bomo pač počakali. Zakaj? Slovenska demokratska stranka je trdna, močna in trdoživa stranka in Slovenska demokratska stranka je zgrajena za ves čas trajanja slovenske države. Bili smo zraven na začetku in bomo zraven tudi v nadaljevanju. Slovenska država pa je projekt stoletij in zato trajen. In trajna je tudi Slovenska demokratska stranka. Zdaj, ko gledamo zadnjih 20 let, vidimo, da se je Slovenska demokratska stranka doslej dvakrat žrtvovala in skupaj s partnerji nesebično reševala Slovenijo v času gospodarske krize in v času pandemije. In kaj smo dobili v zahvalo? Zdaj, zahvalo so nas preganjali, obsojali, zapirali, obešali in kurili lutke z našimi obrazi, kradli mandate, klicali k naši smrti in pozivali k čiščenju naših volivcev. Zato nikoli več tega. Nikoli več tega. Zdaj tukaj vidim v dvorani obraze vas delegatov, ki ste bili nekateri zraven tudi na našem 11. kongresu v Mariboru pred 8 leti. In nastavke za koalicijo z volivci smo v veliki meri opredelili že takrat in potem leto kasneje kongresne usmeritve okronali tudi z veliko zmago na državnozborskih volitvah leta 2018. Na tej podlagi smo nato gradili Slovenijo in jo pač reševali v času smrtonosne pandemije. Vseh teh 8 letih, še posebej pa zadnja 3 žalostna leta, je čas v Sloveniji zelo izostril ključne politične razlike med tranzicijsko levico, demokratičnimi silami oziroma med njimi in nami. Izostril je ključne razvojne dileme in znotraj tega dva različna pristopa do vodenja države. Ta dva različna pristopa velja v času, ko se Slovenija ponovno začenja pripravljati na volitve, dodatno počrtati in izostriti, zato da bodo pač alternative jasne. Jih bom naštel kar veliko. Zdaj prvič, izkazalo se je, da nas tranzicijska levica v tem času sili, da gremo naprej le s hitrostjo najbolj počasnega v razredu. V Slovenski demokratski stranki zagovarjamo hitrost, kakršno je posameznik ali podjetje sposobno doseči. Tistim, ki kljub delu ali zaradi nesreče padajo pod prag revščine, pomagamo socialno mrežo in ne tako, da zaradi njihove počasnosti
ustavljamo hitrejše, ker na koncu bomo vsi počasni. Drugič, Levica s svojimi ukrepi in zadnja 3 leta to praktično vsak dan dokazujejo, hoče čim več odvisnikov od države. Čim več odvisnikov od države. Od vsega, kar pač si ljudje predstavljamo po državi. Mi si na drugi strani želimo čim več neodvisnih in suverenih osebnosti. Levica si prizadeva za to, da bi in sprejema ukrepe v tej smeri, da bi na koncu imeli vsi minimalne plače. Mi se borimo, da bi bila plača vseh višja. Zagovarjamo meritokracijo in plačilo po delu. Ni napredka brez konkurence. Levica ni napredka brez konkurence in brez primerjanja. Konkurenco uničuje ali pa preprečuje tisti, ki se počuti slabši in hoče onemogočiti drugega zato, da bo pol on enako dober ali slabši. In to vemo, kje se konča, vsaj nekateri tukaj smo živeli v neki državi, kjer je bilo to celo zapisano v ustavi. In Levica hoče obdavčiti vse tiste, ki so ste varčevali, vlagali lastna stanovanja in hiše. Mi temu nasprotujemo. Zdaj, naša politika je ustvarjanje pogojev, v katerih si lahko čim več posameznikov zgradi lastno streho in lasten dom, in predlagali smo v prejšnjem mandatu jamstveno shemo za mlade, kjer se mladim pomaga, da pridejo do lastne strehe nad glavo. Zdaj Levica zagovarja utopično protiznanstveno politiko dejansko, ki uničuje našo industrijo in tudi energetsko neodvisnost države. Mi na drugi strani zagovarjamo razumne politike varovanja okolja, politike, ki omogočajo tako blaginjo kot zdrav naravni življenjski prostor in hkrati povečujejo energetsko samostojnost države. Zdaj, kako je to pomembno, najbrž ni treba posebej razlagati. Zdaj, v tem mandatu smo slišali celo izjavo strani ministra aktualne vlade, da so izvozniki Ahilova peta slovenskega gospodarstva. Mi pa pravimo, da so Ahilova peta slovenskega razvoja levičarji. Levica je, ali pa pač vlada, ki jo lahko označimo kot levo in še kaj bolj, rekel, skrajno, je v teh 3 letih spremljala ukrepe in nekatere še napoveduje, kako bi podjetnike in se ukvarja s tem, kako bi podjetnike še dodatno obdavčila. Predsednik vlade jih pošilja celo na Hrvaško. In slišali smo poslanca vladne koalicije, ki je rekel, da je treba podjetnike nagnati z bajoneti v morje. Zdaj, mi na drugi strani zagovarjamo ugodnejše pogoje za domače podjetnike in tuje naložbe, ker na koncu, spoštovani, je to edino, kar prinese tudi več denarja za višje plače, za višje pokojnine in tudi za financiranje skupnih potreb. Zdaj, Levica sprejema ukrepe ne samo v tem mandatu, ki državo dodatno centralizirajo. Slovenija je že itak preveč centralizirana in ukrepi, ki se predlagajo, gredo na žalost isto napačno smer in oni tudi finančno siromašijo občine. Zdaj, v Slovenski demokratski stranki zagovarjamo decentralizacijo, finančno samostojnost občin, kajti občine so v Sloveniji skupaj s slovenskim gospodarstvom ključen dejavnik stabilnosti in razvoja v državi. Zdaj, če ne bi bilo teh 2 stebrov stabilnosti, se pravi slovenskega gospodarstva in slovenskih občin, kjer pač se vsak evro bistveno večkrat obrne, preden se ga investira in se glavno investira racionalno, bistveno bolj kot na državni ravni, kjer se pač zadnje
dneve leta kupujali tiske, pa računalnike za skladišča in tako naprej. In če ne bi bilo teh dveh dejavnikov stabilnosti, se pravi slovenskega gospodarstva, predvsem malih in srednjih podjetij in slovenskih občin, potem mi danes ne bi zaostajali samo za Češko pa Estonijo, ki so šle hkrati z nami v Evropsko unijo, ampak tudi za Bolgarijo. Njim se je treba zahvaliti, da imamo stabilnost še kakršno imamo. Ja, res je. Zdaj to, tako župani slovenskih občin kot slovenski podjetniki si zaslužijo aplavz, ker te uspehe dosegajo ne s pomočjo državne ravni, ampak velikokrat v boju s tistimi, ki bi jim morali pomagati. Tako da, hvala v njihovem imenu. Tranzicijska levica v Sloveniji je v tem mandatu bistveno povečala število ministrstev in drugih enot javne uprave in birokracije. Rekli so, to ne bo povzročilo dodatnega zaposlovanja, bomo bolj uspešni. Če danes srečate bolj pozno zvečer predsednika aktualne vlade, pa ga vprašate, pa mu rečete, naštejte mi vsa ministrstva v vaši vladi, jih ne bo znal. Če ga ste vprašali, naštej vse ministre, jih ne bo znal. Ker jih je preveč. Ker jih je preveč. Za narod, kot je slovenski, za našo državo, glejte, ne rabimo več ministrstev, kot jih ima Nemčija. Ampak so vztrajali in ko danes pogledate na evre, ki gredo za plače v javnem sektorju, kako je to zraslo, še brez te tako imenovane reforme plačnega sistema, ali število zaposlenih, te kap zadene. Ker to so pač neki stroški, ki se potem zajedajo v vse druge. V Slovenski demokratski stranki za razliko od tega stanja in od te smeri zagovarjamo vitko državo, razumne davke, kvalitetne storitve javne uprave in nagrajevanje po delu in uspešnosti. Zdaj, v tem mandatu, zdaj nisem še vštet, ampak tega je bilo ogromno, je bilo rečeno, ja, zastavili smo več reform, kot se vlade v preteklosti v Sloveniji, samo vsega tega ni možno izvesti v 4 letih, v enem mandatu, zato rabimo 2 mandata. 2 mandata. In verjemite mi, če bi se zgodila naravna nesreča in bi ta vlada dobila res še en mandat, potem bi rekli isto, rabimo še 2 mandata. Kajti, in to ni značilno samo slovenske levice, najbolj pogost izgovor levice kjerkoli po svetu, da se nekaj ne naredi, je, češ, ni še čas, pogoji še niso pravi, rabimo več časa, vedno več časa, 2 mandata ali 3. Na drugi strani mi pravimo, da je vedno čas. Pogoje treba pač ustvariti. Ker oni vidijo probleme, mi prepoznavamo priložnosti. Ker, spoštovani, vedno je čas za znanje, za delo in za lepoto, vedno je čas za ambicijo, za stvar, kot bi rekel dr. Jože Pučnik. Levica povsod po svetu, tudi v Sloveniji, lepo govori. Govori o sprostitvi ustvarjalnosti in talentov, v resnici pa tega v praksi nikjer ni dosegla, ker se ubije z uravnilovko. Uravnilovka ubija talente, ubija razvoj. Zato mi zagovarjamo meritokracijo in plačilo po delu in uspehu, kar edino sprošča ustvarjalnost in talente. In ko govorimo o spremembah, je potrebno vedeti, kaj kdo misli potem, ko govori o spremembah. Zdaj, ko levica terja spremembe zaradi ideologije. To moramo narediti, ne vem, zaradi globalnega segrevanja, sicer se bomo jutri vsi potopili. Ali pa to moramo narediti, ne vem, zaradi zmage NOB-ja. Skratka, vedno je neka ideologija. Na drugi strani mi zagovarjamo spremembe,
ki so potrebne za to, da se izboljša položaj ljudi. In spremembe, ki jih mi zagovarjamo ali uvajamo, je vedno možno preveriti v praksi. Dočim spremembe zaradi ideologije se nikoli ne da. Je vedno potem odgovor, ja, tega nismo še naredili, ker rabimo več časa. 2 mandata. Zdaj Levica in Sloveniji so tukaj zelo pridni, zelo prizadevni. V ospredje stalno potiska pravice manjšin. Zgolj in samo manjšin. In to na ta način, da manjšine umetno potiska v konfrontacijo z večino. Na drugi strani so za prave demokrate, se pravi za nas, so pomembne pravice vseh. Tako pravice večine kot pravice manjšine. Ali manjšin. Brez škodljive konfrontacije. Ker samo na ta način lahko probleme rešiš. Če ti postavljaš pravice nekoga vedno v nasprotje z pravico drugega, boš vedno v konfliktu in na koncu, če govorimo o globalnih razmerah, v vojni. Torej, pomembne so pravice vseh. In če smo enakopravni, potem so pomembne pravice vseh in morajo zakoni veljati za vse enako. Eno od orodij ali pa eno od čustev, na katerih gradi Levica, je zavist. Zavist je pač potrebno postaviti v nasprotje ambicijo. In v Slovenski demokratski stranki namesto zamere in zavisti postavljamo v ospredje ambicijo, željo, prizadevanje, priložnost, se pravi imeti nek razlog, da zjutraj vstane s ciljem in motivacijo. Prepričanje, da z dobrim delom in trudom lahko uspemo. Mi ustvarjamo, da bodo naši potomci na boljšem, kot smo bili mi, in ustvarjamo stvari, na katere smo lahko ponosni. Stvari, na katere bodo ponosne prihodnje generacije. Zato imamo mi v naših geslih in na naših logotih tudi stavek Gradimo Slovenijo. In potem še dolgoročno mogoče ena najpomembnejših stvari, ki je zelo skrita, tudi Slovenija je bila zelo skrita, je pa zdaj manj skrita tudi zaradi dobrih knjig, ki smo jih prevedli in prebrali. In jaz sem vesel, da je avtor teh knjig danes z nami. Pozdravljen, Alejandro. Zdaj, ko beremo te knjige, se pač odpirajo oči. Razumemo, zakaj se nekaj dogaja in česar prej v veliki meri nismo razumeli. Razumemo, kaj je kulturna vojna. Razumemo, zakaj se v ospredje potiska ideologija namesto reševanja stvarnih problemov. Razumemo, zakaj se vztraja na volilnih prevarah, recimo, o čemer govori tvoja druga knjiga, ali zakaj se napada klasično umetnost, zato da se razgrajuje samo vrednotno tkivo družbe. In razumem tudi to, da to ni od včeraj. Vidimo, da si Levica prizadeva praktično od objave komunističnega manifesta naprej razgraditi družino, narod, zasebno lastnino in vero. Trda levica oziroma komunizem z orožjem in nasiljem, zahodna levica z kulturno vojno. Ampak oboje ima isti cilj. Oboje ima isti cilj. Seveda, mi smo na drugi strani. Mi družino branimo kot temeljno celico družbe in domovino kot naš skupen dom, ker mi svojo domovino cenimo. Mi se ne trudimo za to, da jo razgradimo, ampak da jo pač ohranimo. Cenimo tudi našo kulturo in tradicijo. In mi smo hvaležni našim prednikom za to, kar so ustvarili. Spoštljivi smo do njihove vere, naporov in postav. Prizanesljivi smo tudi do njihovih dejanj, saj
enak odnos pričakujemo tudi od naših potomcev. Zdaj, v zadnjih tednih smo slišali stavek, ki se je začel tako sramežljivo pojavljati kakšnih 10 let nazaj, zdaj pa je to pač postalo mantra. Ta stavek se glasi: brez tako imenovane enobe ne bilo samostojne Slovenije. Glejte, mi pravimo, da samostojne Slovenije, slovenske države, zagotovo in dokazano ne bi bilo brez osamosvojitve. Ker če so oni Slovenijo osamosvojili že leta 1945, pred 80 leti, bi nam morali to povedati, da ne bi delali tega še enkrat. Ampak, spoštovani, tukaj gre za posledice globljih razlik in jaz mislim, da se v Sloveniji lahko v tem končno celo razhajamo in vsak, trdi svoje, ne glede na dejstva, brez nekih drastičnih posledic, ampak pod pogojem, da se strinjamo z naslednjim stavkom, ki pravi: Slovenija ne bo več, če ne bo Slovencev. Ker to je bistvo. Ker to je bistveno vprašanje naših prihodnosti, naše skupne prihodnosti, in glede tega je pa potrebno doseči neko soglasje, se pravi soglasje o tem, da skupaj delamo na tem, da se to ne bo zgodilo. Da bo Slovenija trajna, da bo živela in da nas bo vedno več, ne pa vedno manj. Čeprav statistike zadnjih 15 let kažejo, da gremo v napačno smer, kar se tiče demografije. Ampak tukaj je pa globoko razhajanje. V Evropi, v večini zahodne civilizacije in seveda tudi v Sloveniji, v Sloveniji tranzicijska levica vidi rešitev za demografski problem tako Slovenije kot Evrope v obliki množičnih migracij in priseljevanju. Ob tem se na leto iz Slovenije izseli 8000 ljudi, Slovencev, v glavnem mladih z univerzitetno izobrazbo. Pa zdaj smo slišali tudi predsednika vlade, ki je slovenske podjetnike pošiljal v tujino. In ena prvih potez Golobove vlade je bila ukinitev urada za demografijo v Mariboru in pol leta kasneje je sledila njegova izjava, češ da je treba ilegalne migracije izenačiti z legalnimi. Zdaj pod krinko lažne solidarnosti z našim denarjem tako leva politika spreminja podobo Evrope, slovenska tranzicijska levica podobo Slovenije in s tem tudi strukturo volilnega telesa, kar je seveda žal tudi končni cilj te protinarodne politike. Kje mi vidimo rešitev? Mi vidimo rešitev v dvigu blaginje, večjemu veselju do življenja ter seveda v povečanju rodnosti. Brez ljudi tega problema ni možno rešiti. Zato slovensko družino postavljamo v ospredje kot temeljno celico družbe. Družina je ne samo z nacionalnega, ampak tudi z ekonomskega vidika, investicijski projekt. Investicijski projekt za prihodnost in ne nek strošek ali pa del socialne politike. Z tega vidika mi nikoli ne bomo pristali na vladno ravnanje, ki za ilegalnega migranta po glavi troši dvakrat več davkoplačevalskega denarja, kot znaša minimalna plača slovenskega delavca. Ker takšna politika Slovenijo privlači tujce iz najbolj oddaljenih kultur, hkrati pa siromašenjem gospodarstva in prebivalstva odganja mlade Slovenke in Slovence v tujino s trebuhom za kruhom.
Zakaj je tranzicijska levica, ne bom rekel v Evropi, ker tam imajo samo še 3 člane v 27-članskem Evropskem svetu, ki pripadajo skupini socialistov, pa še danski socialisti so nekaj, kar bi se dalo celo kupiti, no. Ampak predvsem v Sloveniji, zakaj še vseeno dosega volilne rezultate, ki jim pač omogočajo, da so tudi v času, ko so imeli formalno demokracijo, so jim omogočali, da so sestavili veliko slabih vlad. Zdaj, prednosti levice v političnem boju so v tem, da povsod nastopajo z enakimi parolami. Enakost, socialna pravičnost, zavis, zamera. Nekdo drug je kriv, da tebi ni boljše. Enaki zgrešeni odgovori na različne vprašanja. In stalno ponavljanje istih banalnosti povsod. Ob tem nas pa še silijo, da se ukvarjamo z umetnimi dilemami, kjer odgovore poznamo od nekdaj. Koliko je spolov? Zdaj ob vsakem rojstvu to vemo, odkar obstajamo. Ampak silijo nas, da s tem izgubljamo čas. S tem ponižujejo znanost in zanikajo temeljne pridobitve razsvetljenstva. Evropska levica v času hladne vojne je velikokrat sama sebe predstavljala kot branik razsvetljenskih idej. Zdaj vse te nebuloze prebojenstva oziroma vukizma so neposreden napad na znanost in razsvetljenstvo. In to je treba seveda tudi odkrito povedati. Zdaj, in seveda imamo prakšne posledice takšnih politik. Zdaj, ta negativna splošna kampanjska politika, pa tudi kadrovska politika tranzicijske levice, predvsem kadrovska politika, v kateri močno ozadje potiskajo v ospredje lutke v podobi novih obrazov, je tekom 2 desetletij na levem političnem polu ustvarila kadrovsko puščavo. In to, kar imamo zdaj, kaže, da so nazadnje postrgali že na samem dnu. Zdaj, ob tem se pa namesto s tem problemom na veliko ukvarjajo z nami, Slovensko demokratsko stranko. Ne samo z menoj ali našimi ministri, bivšimi ministri in člani vodstva. Zdaj, čim se nekdo iz naše stranke bolj izpostavi, se ga lotijo z vsemi sredstvi. Zadnji tak primer je naš mladi poslanec Andrej Hoivik, ki je odlično argumentirano in dostojno branil slovensko kulturo v zadnji referendumski kampanji, pa so ga potem levičarski ekstremisti zmerjali z Breivikom in mu grozili na vse mogoče načine. Težko je to zdržati, še posebej, če imaš prave predstave o demokraciji, ker misliš, da ti pripada pravica do besede, ker misliš, da ti v demokratično izvoljenem parlamentu ne morejo z glasovanjem vzeti besede. Pa se potem kljub temu dogaja in ko pač nasprotna stran doživi poraz, namesto da ga analizira in se trudi, da bi bila boljša, da se naslednjič to ne bi ponovilo, se spušča v obračune z tistimi, ki so zmagali in celo v grožnje. Zdaj, v Slovenski demokratski stranki nismo taki. Mi smo suverena stranka, smo politični predstavnik suverenega dela slovenskega naroda. Da ta obstaja, smo videli tudi ob zadnjem referendumskem rezultatu, čeprav so nekateri že malo obupali, pa videli smo lansko leto na evropskih volitvah. Ta obstaja in v težkih okoliščinah je postal odporen tudi na laži in potvorbe. Je trdoživ in vitalen, sposoben je razmišljati z lastno glavo in iskati resnico tudi v vsakodnevnih oblakih medijskih laži, ki se servirajo. Zato je seveda prihodnost tukaj, kajti pleve bo veter odnesel, oblake razkadal, zrna vedno ostanejo, resnica ima korenine globoko, laž pa plitko in potrebuje stalno zalivanje z ukradenim denarjem in s propagando. Zdaj, če
resnica ne bi imela korenin zelo globoko, potem mi danes ne bi tukaj na 13. kongresu. Če bili pleve, bi nas veter že zdavnaj odnesel. Ampak v teh 30 in še nekaj letih je Slovenska demokratska stranka doslej 5-krat zmagala na lokalnih, 4-krat na evropskih, 2-krat sama na parlamentarnih volitvah, enkrat skupaj z Demosom celo na prvih večstrankarskih volitvah. Poznate še kako drugo stranko v slovenskem parlamentu, ki je zmagala večkrat? Je ni. Tudi ni takšne, ki bi zgolj na parlamentarnih volitvah zmagala večkrat, kot je zmagala Slovenska demokratska stranka. Slovenska demokratska stranka je v zadnjih 20 letih pravzaprav zmagala na vseh volitvah, ki so bile vsaj približno poštene, brez večje zlorabe državnih institucij in medijev za obračun z nami. In zaradi tega, ker smo se borili, ker smo stali in obstali, za razliko od tranzicijske levice Slovenska demokratska stranka nima težav s kadrovsko sušo. Zgolj v 5 mesecih tega leta se nam je pridružilo več kot 950 novih članov, od tega veliko mladih. In Slovenski demokratski stranki je, verjemite mi, vsaj nekaj 100 posameznikov, ki so sposobni voditi stranko bolje, kot je vodena katerakoli druga stranka v državi. Imamo na stotine članic in članov, ki so sposobni ministrstva in tudi slovensko vlado voditi bistveno bolje od tistih, ki se danes v Golobovi vladi prepirajo s pametjo, znanostjo in Eurostatom. Imamo sposobne ljudi, ki so že uspešno vodili vladne resorje v najtežjih časih. Imamo ljudi, ki so odlično vodili različne sestave Sveta EU v kriznih časih te evropske integracije. Imamo številne uspešne župane slovenskih občin. Primerjajte, na primer, uvrstitve in rezultate njihovih občin z občino Kočevje, ki se velikokrat omenja, na primer. Imamo preko 600 prizadevnih mestnih in občinskih svetnikov. Zdaj v našem gospodarsko-podjetniškem forumu je na stotine uspešnih podjetnikov, ki so zrasli na lastni pameti, na lastnih žuljih. V kulturnem forumu, ki je bil ustanovljen pred 30 leti, je vrsta odličnih umetnikov in kulturnih delavcev, ki širom po Sloveniji držijo izvorno slovensko kulturo pokonci in s tem gradijo našo identiteto. Naš forum za kmetijstvo in podeželje je pred kratkim zgradil široko koalicijo in prepričljivo zmago na volitvah za kmetijsko-gozdarsko zbornico in še veliko tega bi lahko upoštevali, da imamo odlične poslance v slovenskem parlamentu, v Evropskem parlamentu, najbrž ni treba posebej poudarjati, da imamo odlične svetnike v državnem svetu, ki so uspeli prepričati kolege, da so jih podprli v, mislim, da je bilo prej rečeno, 18 letih tudi, tako da pri nas kadrovske suše ni. In zdaj, če je kdo temu mogoče še nasedel, po tem, ko smo bili razočarani, ko smo vložili, srce in žulje v reševanje Slovenije v času pandemije, pa je potem naslednjo vlado sestavil nekdo drug, se je pokazalo ob lanskih volitvah v Evropski parlament, da pač zmoremo, in se je to ponovno potrdilo na nedavnem referendumu. Zdaj, in to moč, ki raste, bomo v naslednjih tednih in mesecih usmerili v gradnjo koalicije z volivci. Zdaj, naš strokovni svet, ki premore zelo veliko znanja in izkušenj, je v 2 letih tihega, od javnosti odmaknjenega dela dokončal vladni program za naslednji mandat. Zdaj, ta program bo predstavljen, ko bodo razpisane parlamentarne volitve. Zdaj, bistvo tega vladnega programa za naslednji mandat pa je blaginja slovenskega človeka. Slovenska demokratska stranka se bo borila za vsakega posameznika, ki mu centralistično upravljanje ali privilegiji prvorazrednih, različne birokratske ovire,
neenaka obravnava, šikaniranja, dolgi sodni postopki, ignoranca organov socialne države in tako naprej onemogočajo enakopravnost ali enakopravne izhodiščne možnosti za uspeh in srečo v življenju. Borili se bomo za vsakega, ki se v lastni domovini počuti drugorazrednega brez krivde, za vsakega otroka, ki zmore, pa zaradi družinskih razmer ne more obiskovati primerne šole, za dijaka in študenta, ki je neupravičeno ostal brez zadostne štipendije, daje se pa denar za vse mogoče nevladnike na Metelkovi 6, za vsakega delavca, čigar delo je preveč obdavčeno, za vsakega podjetnika, ki ga davčna uprava neupravičeno šikanira, za vsakega kmeta, ki skrbi za zdravo hrano in urejenost ter poseljenost našega podeželja in gorskega sveta, za vsako družino, ki jo brez lastne krivde potiskajo proti socialnemu robu, in za vsakega uslužbenca v javnem sektorju, ki za enako plačo opravlja delo drugih, ki izkoriščajo togo delovnopravno zakonodajo v javnih službah. Slovenska demokratska stranka se je borila za pravice vsakega delavca in upokojenca, ki danes prejema dvakrat nižjo plačo ali pokojnino, kot je naš strošek za enega ilegalnega migranta, ki je v Sloveniji zaprosil za azil. Slovenska demokratska stranka se je borila vse doslej in ta boj je trajen, da bo Slovenija postala prostor pravičnosti, dom, v katerem se bo vsak Slovenec in državljan počutil varnega in sprejetega, in borili se bomo za to, da v ospredje družbene pozornosti pridejo tisti, ki dobro delajo in dobro gospodarijo, ne pa tisti, ki slovenske podjetnike pošiljajo na Hrvaško. Imamo vladni program, s katerim bomo gradili sproščeno Slovenijo, ki ne bo temeljila na predpisih, ampak na zdravem razumu in zdravi tekmovalnosti ter na odgovornosti. Spoštovani, zadnjim letom, tam nekje od junija leta 2022, težko rečemo drugače, kot da je šlo za nek čas poniževanja Slovenije. In vsi vemo, da si Slovenija zasluži več, veliko več, in vsi vemo, da Slovenija tudi zmore več. Še posebej tukaj v Ormožu se tega zavedamo, zavedate. V Ormožu smo se zbrali, ker je to ena lepa slovenska občina, bom rekel, en tak lep košček slovenskih nebes raja pod Triglavom ali pa med Triglavom in Panonsko nižino, ker ima uspešnega in čudovitega, bom rekel, župana, ponosne ljudi. Ampak smo se zbrali v Ormožu tudi zaradi tega, ker je Ormož po krivici pozabljen zaradi nekega dejanja, zaradi podobnega dejanja, recimo Grki slavijo Termopile in Šparto. Tukaj v Ormožu ste pred agresorjem z rdečo zvezdo na kapah branili meje samostojne slovenske države. In jaz predlagam, da si pogledamo eno ali dvominutni video, kjer je pokazano nekaj, kar pojasnjuje, zakaj smo Slovenci bili sposobni razglasiti in ubraniti lastno državo. Pa bi prosto režijo.
Zdaj, na tem posnetku ste videli pogum, ki je omogočil samostojno Slovenijo. Zdaj, to, kar ste videli, se je dogajalo 27. junija 1991 v dopoldanskih urah tukaj na Ormoškem mostu. Postavljena barikada, kot na številnih drugih prometnicah, ki je skušala močna tankovska kolona Jugoslovanske armade prebiti. Na pomoč so dobili helikopterje, avione, skratka vso možno vojaško tehniko. Hoteli so prebiti barikado, odvleči vozila iz barikade. Teritorialna obramba je na začetku očitno malo oklevala, kasneje je prišlo do močnega spopada, tega niste videli na posnetku. Ampak v tej prvi fazi so bili civilisti tisti, pogumni domačini, ki so z jeklenicami vezali vozila, delovne stroje za to, da jih s tanki niso mogli razbiti. In to 20 In to vse skupaj 20-30 metrov od cevi, naperjenih pušk in tankovskih topov, se pravi 20-30 metrov stran od velike grožnje smrti. Pa so kljub temu to naredili. Ste kdaj videli ta posnetek na kakšnemu od osrednjih slovenskih medijev? Je kakšen predsednik slovenske države tem pogumnim fantom in možem dal kako odlikovanje? Ta posnetek je bil močno skrit. In smo ga odkrili šele v zadnjem času in teh je pač še veliko. In tukaj se stvar ni končala. Potem so skušali to barikado razstreliti in jim ni uspelo. Slovenska teritorialna obramba in policija je to branila. Potem je del te tankovske kolone prodrl naokrog preko mosta pri Središču ob Dravi in prišel branilcem za hrbet in se je vnel spopad v Ormožu. Saj mogoče je kdo videl, saj tega niso cenzurirali slike prestreljenih hiš, zvonikov in tako naprej. Ampak pogumni branilci so jih zaustavili. Tako da tudi ta prodor z hrbta ni uspel in ta barikada je zdržala in je ostala. In tankovska kolona Jugoslovanske armade se je pol obrnila proti Ljutomeru. Jaz sem bil tukaj nekaj dni kasneje iz uničenih tankov, tam pri Kogu se je še kadilo. In glejte, ponos, pogum, ki sem ga takrat videl, mi je še vedno živ pred očmi in tega poguma, ki ga imamo Slovenci, ki smo ga takrat pokazali, se ne da ne izničiti, ne reducirati, ne izbrisati iz narodovega spomina z nobeno ukinitvijo Muzeja slovenske osamosvojitve. Če kdo od teh fantov in mož, ki so tukaj za obrambo domovine izpostavili svoje življenje neposredni nevarnosti tukaj z nami, naj se mi pol javi, prosim pa župana, gospoda Danijela Vrbnjaka, da, če koga pozna, da se jih poišče in da potem predlagamo, da se
Slej ko prej se bo to zgodilo, pač tisti, ki so nosilci te moči, te ljudi tudi odlikuje. To dejanje je tudi eno od razlogov, da smo se danes zbrali tukaj v Ormožu, čeprav je razlogov veliko tudi drugih in so bili prej našteti. Torej ta pogum, ki je Slovenijo preveval, ta odločnost, ki je Slovenijo prevevala pred 34 leti, še vedno obstaja. Zaradi tega Slovenija zmore veliko več od tega, kar se kaže danes ali pa kar kaže naša državna statistika ali pa statistika Eurostata. To nenazadnje vsak dan dokazujejo naši gospodarstveniki, znanstveniki, umetniki, športniki in kulturni delavci in predvsem milijoni pridnih rok naših ljudi, ki si sami ustvarjajo blaginjo. Slovenija si zato zasluži seveda boljše upravljanje. Slovenija si zasluži koalicijo razuma za ustavno večino. In to koalicijo, ki se začne s koalicijo z volivci, bomo zato gradili danes, jutri in vse do zadnje preštete in preverjene glasovnice na skorajšnjih volitvah. Veliko nas je in še več nas bo. Nikoli ne bomo obupali, nikoli ne bomo odnehali, kajti naš boj za stvar, za Pučnikovo stvar, za domovino, za Slovenijo, ki je domovina vseh in nikomur mačeha, se ne konča z eno generacijo. Gre iz roda v rod, je trajen, kot je trajna Slovenija. Ne branimo preteklosti, ampak gradimo prihodnost. Levica brani svojo prirejeno zgodovino. Mi se s tem ne ukvarjamo, mi zgodovino ustvarjamo. Imeli so oni svoje ure in naredili so veliko škode. A sedaj prihaja naš dan, prihaja zora, rumeno sonce in modro nebo in ni te noči, ki je jutro ne bi premagalo. Bog vas živi in Bog živi Slovenijo. Bog živi Slovenijo in svoboda Sloveniji! Svoboda Sloveniji! Svoboda Sloveniji!